Lepo zdrav v novem podcastu, v sklopu podcastov pravzaprav o šoli, o osnovni šoli, o takšni, kot jo imamo, o takšni, kot je morda nekoč bila, temu je namenjen tudi prostor, kjer sedimo, to je vendarle šolski muzej, predvsem pa bo govora o šoli prihodnosti, o šoli, ki si jo želimo, ki jo potrebujemo in ki jo bomo, vsaj upam, tudi imeli. Pa da ne bom sam predolg, predvsem pa, da bomo slišali tisto, kar je res pomembno, pozdravimo današnje kar 4 goste, lepo zdrav, živijo. Dobre. Da vas najprej predstavim, pa bom tokrat obratno začel z Lili Kostec v Živijo, Lili. Zdravo. Kateri razred si? 9. 9. razred. Še malo pa bo že šla naprej? Ja. Ja, odlično. A si že kdaj sedela takole skupaj s pomočnico ravnateljice? Ne. To je dobro, ne? Ker potem, če bi pomenilo, da si kaj narobe naredila. Lepo zdrav, pomočnica ravnateljice Bogdana Hočevar, osnovna šola Vavta vasa, ne? Ja, So to lepi konci? Tam še nisem bil, zato odprašam. da. Ja? Narava, Krka, kraj, občina Straža, kraj topline in zelenje imamo sloven, tako da dobrodošli. Ja, hvala lepa. Z veseljem. Žanjak še, tudi ti si iz Vavte vasi, a ne? Ja, kaj je najlepše na vašem koncu? Šola, reka, Šola je najlepša. Aha. polja, A se v Krki pri vas kopate kaj? vse ja. Vse, sam hodim v Žužemberk, no tam je zelo mrzla. Je pri vas bolj topla že? Ja, tako. 15 stopinj je bila največ do zdaj. Aha, dobro. Še dobro, da se poletje segrevajo, da potem mrzla Krka prav pride, a ne? Ja. Skačeš vanjo, se kopaš? Seveda. Ok. In pa seveda še ravnatelj osnovne šole Ormož, Aleksandar Starman, in lepo zdrav. Ja, nič, kje začnemo? Žan, tebi moram še vprašati, kateri razred si? 6, 6. razred. Kakšne ocene imaš? 5, 4. 5-4, Lili? Tudi. Tudi. Same pridne otroke ste pripeljali, ne? Ja, morda še tole, da povemo kamero. Današnja tema je sila enostavna, takšna, ki se ji pravzaprav ne moremo izogniti. Ne starši, ne otroci in ne učitelji. Govora bo namreč o ocenah, o ocenjevanju, o tem, ali je to motivacija za otroke, ali je to stres, ali morda obstaja kakšen drugačen način, ki bi se ga lahko posluževali v naših osnovnih šolah, predvsem pa, kako s temi ocenami pravzaprav je. Pa začnimo morda, Lili, pri tebi. Če bi bila ti ravnateljica, kako bi ocenjevala svoje učence? Ja, jaz bi zagotovo imela teh pisnih in ustnih ocenjevanj, pa bi čim več tak sprotno delo preverjala s predstavitvami pa kvize. Dober odgovor. To si se naučila ali to? Ne, Ne? Odlično. Žan, če bi bil ti ravnatelj, tak resen ravnatelj, ne? Zdaj veš, ali so tvoji učenci zdaj pridni ali ne, se pravi sošolci in sošolke? Ja, bi lahko tako rekla, da je tako, ampak Dobro, se pravi, ti si zdaj nek resen ravnatelj, kako bi jih ocenjeval, na kakšen način? pošteno ocenjeval, bi bila jasna merila ocenjevanja 5, 4, 3, tako dalje. Tako kot je, ja, dobro. Brez popuščanja, se pravi, dobro razlaganje, če kaj ni jasno, dvignejo roke in to je to. A vidim, da si se dobro uživel v tole, da si nek resen. Ja, morda, če najprej razdelamo ravnatelj in pomočnica ravnateljice, formativno pa sumativno ocenjevanje. Kdo bo to razložil po šolsko, pa tako, da bomo vsi razumeli? Mogoče sumativno ocenjevanje je to, kar imamo zdaj trenutno tudi v našem sistemu. To je ocenjevanje, številčno ocenjevanje, številkami od 1 do 5. Formativno ocenjevanje pa je bolj spremljanje otrok na njihovi poti učenja in dajanje povratnih informacij otroku o tem, kaj že ve in kaj še se pa mora naučiti, da bo potem dosegel neki standard znanja. No in zdaj grejo pa k temu, ravno to, kar smo zdaj slišali, malce sprotno preverjanje, ali temu lahko rečemo opisno ocenjevanje. To, kar pravzaprav imamo v 1., 2., zdaj želimo v 3. razredu, če prav razumem, ne? Ja, opisno ocenjevanje je tudi neke vrste formativno spremljanje, vendar je vseeno predpisano za 1. in 2. razred, tako da neko opisno oceno učenec dobi, kaj zna, kaj zmore v opisni obliki. Formativno spremljanje je pa tako, kot je že bilo povedano. Da točno veš, kje si. Da točno veš, kje si, kaj še moraš, kaj moraš znati, kaj je tisto, kaj se od učenca pričakuje,
da so učenci aktivnejši. Vi ste tudi učiteljica matematike, a ne? Zdaj po naključju ali ne, zato ker pač potrebujete to, vam zagotovo bolj odgovarja, če lahko kar napišete številko. Ne? Ja, včasih pa tudi ne. Pri nekaterih učencih ni težav s številčnim ocenjevanjem, imamo pa čedalje več učencev, ki se težje zberejo, motivirajo za delo. Pri teh pa zagotovo uporabljamo metode formativnega spremljanja, zato da sami poskušajo priti do nekega cilja. In je lažje, ker potem tudi sami uvidijo, kaj vse še morajo znati, da bodo prišli do zastavljenega cilja. Prav ta cilj imam tudi sam danes v mislih, da pridemo do nekega cilja in probamo odgovoriti na vprašanje, a je na takšen način, kot ga imamo danes v osnovni šoli, primeren, dovolj moderen, predvsem pa dovolj motivacijski. Kaj vi mislite, da so ocene ključna motivacija otrok? Vsi smo bili nekoč otroci, a ne? In tistih ocen smo se res malce bali, predvsem potem odziva naših staršev, odvisno kakšna je bila ocena, no, ampak a je to glavna motivacija, da se učijo otroci? Mogoče se je pri ocenjevanju potrebno vprašati, zakaj sploh ocenjevate. Kaj želimo v bistvu s tem doseči? Ali je naš namen, da s tem motiviramo, ali je naš namen, da s tem preverjamo, ali je mogoče kakšen drugi namen, da primerjamo. Tako da, glede na to, je pa potem seveda treba poiskati odgovor. Zdaj, če mogoče gremo v smeri raziskav, ki kažejo, da imamo povprečno oceno v slovenskem šolskem sistemu zelo visoko, po drugi strani nam pa mednarodne raziskave kažejo, da pa znanje naših otrok pada. To pomeni, da iz tega potem vseeno lahko zaključimo, da nekaj v tem sistemu ocenjevanja ni v redu. To pomeni, da verjetno ne gremo v pravo smer, ali pa da nismo mogoče posodobljeni glede na generacije otrok, ki jih zdaj učimo. Prekimavate? Ja. Kaj to pomeni? Se strinjam, ja, zagotovo bi bilo treba prevetriti sistem ocenjevanja, sploh tega številčnega, in mogoče v pravilniku preverjanja ocenjevanja znanja vplesti formativno spremljanje sprotno, tako da se potem lahko lažje oceni znanje. In ne samo tisto trenutno znanje, ki ga učenec doseže, dobi neko oceno in potem na tisti stopnji zaključi. Sej pridete na vrsto, nisem pozabil navajati, samo še nekaj teh tehničnih stvari moramo obdelati. A obstaja kakšna država, kjer so ugotovili, da morda spremljanje ocen od 1 do 5 vendarle ne deluje in da so moderni v narekovaju, se pravi, da poskušajo nekaj novega, drugačnega? Ja, tu je opaziti, da predvsem te države, ki imajo dober izobraževalni sistem, to pomeni, da res zelo sproti posodabljajo in vedno ni dobro tudi tisto, kar je mogoče najnovejše. Je pa dobro, da je tisto, kar je se pokazalo v nekih študijah tudi dobro, in tam se vpeljuje potem zdaj že veliko formativnega spremljanja. To pomeni, in iz tega potem izhaja tudi notranja motivacija otrok. Otroci so bolj motivirani, ko vejo, kaj vse se še morajo naučiti, in tu je predvsem to pomembno, da jih notranje motiviramo. Ta motivacija je potem najboljša. In ti sistemi potem ugotavljajo, da to sumativno ocenjevanje pa ni mogoče najbolj optimalno. Seveda, tudi če gremo v drugo skrajnost, samo formativno in samo potem tisto ocenjevanje skozi neko povratno informacijo, kaj že veš, česa še ne, kaj še se moraš naučiti, tudi ni mogoče najbolj optimalno. Tako da neka vmesna pot verjetno je tista, ki bi vodila nas do nekega cilja. Zdaj sta pa vidva na vrsti. Lili, 9. razred. A je za tabo vse, kar je bilo težkega v osnovni šoli praktično, zdaj samo še vpis naprej? Verjetno, ja. Zdaj je bilo zelo enostavno zadnje mesece. Kaj je bilo najtežje? Oziroma najprej deva tako, kateri razred je bil zate najtežji? Verjetno 8. razred, ker smo imeli v bistvu največ ocenjevanj, pa največ novih predmetov smo dobili, pa se je bilo pač malo težje navaditi na vse. Ko govorite s prijateljicami, zdaj si mi že povedala, da imaš lepe ocene, seveda, ne? Verjamem, da s puncami klepetate tudi o ocenah.
A je to pomembna tema med mladimi? Kakšne ocene imaš in tako naprej? Ja, zdaj v tem obdobju, pač, ko se vpisujemo naprej, se tudi o tem dosti pogovarjamo, drugače pa se bolj pred ocenjevanjem skupaj pripravljamo, ne? Zato da imamo potem dobre ocene. A je velik pritisk, ne vem, glej, da boš pisal 5, 4 oziroma je katastrofa, če pišeš 3, 2 ali bog ne da je 1? Pač različno, ne? Zdaj, na primer tisti učenci v razredu, za katere mislijo, da pač se ful učijo pa trudijo pač za ocene, so na primer drugi sošolci presenečeni, ne? Če dobiš slabšo oceno na testu ali pa ustno. Morda še tole, ti nisi otrok, ki si imela pisno ocenjevanje. Imaš od 1. razreda naprej ocene? Od 3. razreda, ja. A ti je bilo hud, se vem, da je to zdaj že kar nekaj časa nazaj, pa je bilo nenavadno se navaditi potem, ko kar naenkrat je bila pa ocena od tistih lepih, ki dobro razume, je pridna, posluša. Ja, pač takrat, ko smo bili mali, mislim, jaz se že nisem nekaj učila, pa smo to tako sproti, te pa kak gre v razredi proti koncu, pa vedno teže, pa ja. Žan, zdaj bo podobno vprašanje. Ponavadi pravijo, da je sploh za fante 6. razred najtežji, saj za 8. še ne veš, nekaj tam še nisi, ampak je težek 6. razred, je težko? Je lahko tako rečemo, da lahko je ali pa lahko ni. Za tiste, ki se učijo, ne, to je malo malce. Za one, ki se pa ne učijo, pa prosijo, da bodo čim prej počitnice, da bo čim prej konc, pa da preživijo. Ti se učiš? Tako. Kateri predmet je najtežji? Katerega se naj? Slovenščina. Slovenščina, dobro. Zdaj te moram isto vprašati za ocene, ne? Kaj te motivira? Da doma mama reče, glej, da ne boš zdaj pisal 3, da tekmuješ s svojimi sošolci, si sam res želiš lepe ocene, ker veš, kam bo šel. Kaj je zate motivacija? To je zadnje, kar ste povedali. Kam bo šel? To te moram zdaj vprašati, ne? Že veš? Ja, na splošno bi šel. Na gimnazijo? No, potem je treba imeti dobre ocene, ne? Okay. Ti pa se še spomniš, kako je, ko so ti napisali na koncu leta spričevalo, pa si ga prinesel domov, pa ga je potem mama prebrala, Žan je priden, je poslušal, ni motil pouka. Naslednje leto so bile pa ocene. A je to velik preskok? Pa ne, niti ne, ker starši so mi že tako dolg časa rekli, ja, zrejte moš imeti pa ocene, pej se učiti, pa tako naprej. In pol, ne vem, meni je šlo tako, najprej brez učenja mi je šlo tako zlahka, ker mi je bila snov, ni bila tuja, je bila znana. Pol je pa prišla matematika in pa sem dobil 4 in pa sem se pa pač mogel biti prisiljen, da sem se učil. Aha. Okay. Še eno vprašanje moram seveda postaviti na te ocene. Zdaj malce poslušamo, da bi lahko kombinirali malo več vzpodbujanja. Ko dobiš na primer 4, ali dobiš tudi povratno informacijo ali pa 3, če kdo dobi, ne, ali pa 2 od učiteljev, učiteljic, kaj mu še manjka, kaj mora torej še se do naslednjič naučiti? To se mi zdi, da je bolj za učence, se pravi, da se dvomim, da se kdo nauči iz napak, se mi zdi, pa se je to važno, da je pozitivno, ne. In se mi zdi, da je to, če dalje več teh učencev, ki si misli, da vse je pozitivno, pa kaj je to, se ne bom ponavljal, pa grem naprej, se ne strinjam z njimi. Je res tako, da je vse več takšnih učencev? V enem od podcastov smo razbijali mit, ali so otroci preobremenjeni ali ne, ali to res drži. Zato zdaj morda tudi ta mit, ne, kar splošno rečemo, pa sej danes učenci res, ne, večina je takšnih samo, da izdelajo. Potem pa po drugi strani vseeno pogledamo, da so gimnazije še vedno polne, ne, da so na koncu, kot ste tudi sami rekli, povprečne ocene lepe, visoke. Se pravi, a gre za mit, da se učenci danes v bistvu učijo samo, da izdelajo? Pa niti ne bi rekla. Nekateri učenci, tisti, ki si želijo, tisti, ki so motivirani, imajo lepe ocene, visoke ocene. Ja, opažam pa v bistvu zdaj kar nekaj let, da je pa mogoče res v porastu število teh učencev, ki se učijo samo, da je pozitivno, so zadovoljni tudi z nižjo oceno, pa bi mogoče zmogli več, če bi mogoče vložili malo več truda v svoje delo, v sprotno delo, ne, tako da je nekako, vsaj pri nas v naši šoli opažam tole, ne. Bom kar podobno vprašanje vas vprašal, ker ste iz drugega konca, lahko rečeva vendarle, ne. Potem, ko začne padati ta uspešnost v razredu, ne, zdaj, koliko časa ste ravnatelj? Zdaj 7 let. 7 let, verjetno ves čas seveda spremljate, kaj se dogaja.
kako lahko ukrepate? A obstaja kakšen ukrep tudi znotraj učiteljskega zbora, a ne, da rečete, ok, letos bomo pa več pozornosti posvetili morda temu pa temu, da vendarle dvignemo na koncu naš uspeh? A je to sploh debata? Seveda. Jaz mislim, da je to ta osnovna debata šole, kako doseči, da bodo učenci čim več znanja osvojili. Ampak me skrbi tu pri ocenjevanju, da ne vem, če zajamemo vso znanje, ki je potrebno potem za življenje. Verjetno samo en taki droben segment in te ocene tudi pogosto niso odraz tega znanja učenca, ker vseeno ocene, ki jih imamo zdaj, sumativne ocene, ocenjujejo samo en drobec tega in potem naprimer veščine, ki so zelo pomembne, potem druge spretnosti, ki jih bodo pa potrebovali v življenju, tu na nek način se nam pa kar izmuznejo. In to nam potrjujejo tudi te mednarodne raziskave, ki kažejo, da kognitivno znanje naših učencev je kar v redu oziroma visoko, nižje pa je potem tisto, kako to znanje uporabijo v vsakdanjih primerih, v svojem življenju. To pa je potem tisto zaskrbljujoče, ker ti otroci bodo nekoč stopali na trg dela, bodo tudi potem pomembni v podjetjih in če gledamo to potem tudi v svetovnem merilu, Slovenci moramo perspektirati, mali smo in tu je ena taka priložnost, da smo mogoče boljši od ostalih. Tako da že iz tega vidika, če gledamo, se potem moramo nazaj usmeriti, kaj bomo v bistvu naredili v procesu ocenjevanja, da bomo hkrati motivirali, da bomo ocenili potem učence dejansko po njihovih znanjih in da bomo tu zajeli večji spekter nekih znanj, spretnosti, veščin, kar je tudi mogoče ena taka prednostna naloga formativnega spremljanja. A je to možno, to, kar smo zdaj slišali? To so seveda te želje, dejstvo tudi neka priprava na življenje, a ne? Vemo, da se življenje hitro spreminja, da je vsak dan kaj novega. Šolski sistem pa se nam zdi, da je tak rigiden, da gre počasi naprej v koraku s časom. A je možno to, kar smo slišali, da bi morda bilo več tega preslikavanja na praktično življenje? Ja, je možno, ne? Samo spet zelo načrtno upeljava na sistemski ravni in potem seveda neko spremljanje. Ne? Pri nas se določene stvari mogoče malo prehitro upeljejo, pa potem ni neke analize, take kot bi si jo mi mogoče praktiki želeli. No, tako da se pa strinjam, ja, pri ocenjevanju zagotovo je potrebna sprememba. No, rekli ste, da se včasih kaj hitro izpelje, pa potem ne vemo, kaj se je zgodilo. Imate morda kakšen primer, da si lažje predstavljamo, kaj pomeni neka sprememba, ki pride k vam na mizo, ne, strani ministrstva, ne, in potem mi rečemo, zdaj se nekaj dogaja. Kaj je bilo, na primer, takšnega? Ja, sprememba, ki je bila zdaj v kratkem taka zelo na hitro, mi smo jo občutili, no, predvsem naša šola je bila postopno uvajanje razširjenega programa, ko v bistvu smo morali zelo na hitro, ja, sicer nekje smo imeli informacije mogoče, da bomo v letošnjem šolskem letu vstopili v ta razširjen program, ampak v bistvu dokončno potrditev in vsa neka navodila smo dobili konec julija, ne, in to je res v enem mesecu pri organizaciji taki spremembi je to kar zelo malo časa. No. Razširjen program pomeni več možnosti predmetov? Ja, razširjeni program pomeni, da v bistvu nekdanje jutranje varstvo, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti, pač dopolnilni dodatni pouk, zdaj vse ponujamo v razširjenem programu. Ja, to pomeni več možnosti, več vsebin za učence, sicer vsebinskega vidika zelo dobro naravnano, no, sploh napram učencem, izbirnost, no, da si učenci izbirajo glede na svoje interese, upoštevanje njihovih želja, tako da se potem, ko enkrat v bistvu ta organizacijski del
gre čez, mimo, je vsebinsko z vidika učencev zelo dobrodošla sprememba. Kaj si izbrala, Lili? Dodatne predmete. Imaš kakšne takšne, ki so zanimivi? V bistvu jaz imam šport za sprostitev pa televizijo. Televizijo? Ja. Odlično. Kaj ste se naučili pri televiziji? Kako postati novinarje, kako voditi oddajo, kako pač spraševati nekoga, ga intervjuvati. Potem pa samo, da se malo razgibamo, pa se sprostimo med poukom. Žan, kaj si se ti izbral? Angleščino za več, potem lahko zgodovino za več, potem slovenščino. A si jo kar vzljubil od 3. razreda naprej? Pa? Ja, razen zdaj letos po slovenščini tako malo šepa, bi lahko rekli. Potem pa to je pa to. Eno vprašanje sem si tudi postavil v mojih časih, smo imeli glasbo v MU ali pa seveda ZU, enako z likovno vzgojo, tudi pri telovadbi bi bilo to, pa ne vem, če ne celo vedenje, da je bilo tudi ocenjeno tako. Zdaj pa glasbo pri vas ocenjujejo, drži? A je ocena 5 pri glasbi enako vredna kot pri slovenščini ali pa pri matematiki za vaju? Ja, v bistvu imamo zdaj že teste pri glasbi, tako da se je zjer spremenilo toto načine ocenjevanja. Ja, pa kar podobno, zaradi tega, ker je dosti krat se zgodi, da so ocene pri glasbi enako dobre ali enako slabe kot pri matematike, tako da je kar padlo. Žan? Mene se pa tudi dvomim, da je to fair, ker pri glasbi, to je učiteljica misli, da glasbo ne moreš ocenjevati. Aha. Ampak vseeno ocenjuje, ampak to se mi ne zdi fair, naprimer, da pri slovenščini je ful veliko več snovi, pri glasbi pa ne vem, moraš samo zdaj poslušati. No in to resno vprašanje, ker se mi vendarle zdi, govorimo o tem, da po eni strani želimo otroke malce bolj usmeriti, po drugi strani jih ne bi radi obremenjevali, to sta že dva pola, kjer je treba najti neko ravnovesje. Potem pa naprimer smo uvedli res ocenjevanje telovadbe, glasbe in na koncu leta ti morda ravno telovadba ali pa glasba odneseta splošni uspeh in morda celo možnost za vpis na kakšno želeno šolo. A je to tudi ena stvar, o kateri bi bilo vredno razmisliti? Zdaj, če gledamo strukturo učencev, ki so vključeni v osnovno šolo, potem imamo zelo različne učence po svojih sposobnostih. In v bistvu ocene so lahko pozitivne, kolikor učenci so ocenjeni tudi na teh spretnostih. Imamo mogoče učenca, ki je malo slabši pri matematiki ali pa pri slovenskem jeziku, je pa zelo dober umetnik oziroma je dober na umetniškem področju in potem mu te ocene pri likovni umetnosti naprimer dvignejo povprečje. Seveda, zagotovo smo vsi nekje boljši, drugje slabši. Mogoče pa bi jaz rekel, da je to ocenjevanje vredno, zato ker takrat potem v tem primeru imajo učenci, ki niso močni samo na naravoslovnih področjih, ampak tudi na umetnostnih, več priložnosti, da so nekako enakovredni pri ocenjevanju. Bi se vi strinjali? Ja. Ja? Vsak ima neko svoje močno področje, ki ni nujno, da je iz matematičnega področja, naravoslovnega ali pa slovenščine, tujih jezikov, tako da ja, pridejo tudi učenci, ki so spretni, ker se te veščine pri teh predmetih ali imajo posluh ali imajo pač na likovnem področju, so nadarjeni in res ja, tukaj pridejo do svojega. ZUMU je iz nekih starih časov? Z mojih časov, prav, ne? A vidva veste, da so včasih tako zelo uspešno je bilo ZU, MU je manj uspešno, U je bilo pa uspešno, ne? In tako smo imeli pri likovni, telovadbi in etiki in družbi, se mi zdi, ali nekaj podobnega. Okay. A si predstavljamo morda še šolo brez ocen? A bi bilo to sploh mogoče? Ker bom potem postavil naslednje vprašanje, kako da si predstavljamo šolo, ker vsi tekmujejo za visoke ocene. Ampak najprej, ali bi šla šola brez ocen? Mislim, da bi to bila idealna šola, da bi bila to tista optimalna šola. Kajti te ocene nas vedno zapeljajo v to smer, da začnemo tekmovati med sabo. Jaz imam 3, ti imaš 4, aha, v redu. Kolikor ne bi bilo ocen, bi pa dejansko tekmovali, kaj vemo, kaj znamo, kaj smo se že naučili, kaj še se moramo naučiti in bi se usmerili, mogoče bi dobili drugačen pogled na
to osvajanje znanja. Je pa res, da kot družba smo tudi tak, ne, bolj usmerjeni v to ocenjevanje, tudi ne nazadnje v delovnih organizacijah ocenjujemo delavce. Tako da jaz mislim, da tu kot družba moramo narediti mogoče en taki preklop v vrednotah. Ne. Kaj je vrednota? Ali je vrednota tista ocena, ki je zelo relativna, ne. Tudi lahko, da 4 ocena na eni šoli ni enaka 4 na drugi šoli. Tako da, kolikor bi se osredotočili na samo znanje, ne, ali učenec to ve in zna na eni šoli in drugi šoli, ja, pridemo do zelo lahkega odgovora, ne, da je potem to idealno. Je pa res, da kot družba pa mogoče rabimo še ta čas. Skrbi pa me, da čas beži, ne, in mi pa s tem, v bistvu, ko nam zdaj sama situacija v družbi kaže, da naši učenci po znanju padajo, hkrati ocene rastejo, da tu nekaj ni v redu, tako kot sem že rekel, je mogoče pa nam daje tisti alarm, treba je nekaj spremeniti, treba je mogoče se posodobiti. Bi bila šola brez ocen posodobljena šola? Do neke mere ja. Seveda, če bi bila v naši družbi znanje, vrednota, ampak to zelo visoko vrednota, tudi pri starših, ne, potem v organizacijah, kamor pač mladi vstopajo, takrat ja. Učiteljem bi pa šola brez ocen zagotovo dala nek dodaten zagon, motivacijo, domišljijo, več časa, ker trenutno zelo veliko časa namenimo preverjanju, ocenjevanju in pač, da pridobimo vse te ocene, ki so potrebne. V 9. razredu si, a ne? To pomeni, da je NPZ že za tabo, nacionalno preverjene znanje. Kako je bilo? Ja, mi smo včeraj dobili rezultate. Aha. Ni bilo tako slabo, je bilo kar dobro. Si se veliko pripravljala na to? Je bila ta ocena pomembna za naprej? Ja, je bila pomembna, se mi pa zdi, da smo se pač pripravljali bolj res samo zadnji mesec, ne pa toliko čez celo leto. Ti si že imel NPZ? Ja, Kako je bilo? kar v redu, rezultatov še ni, bodo pa verjetno kmalu. Ste vsi vzeli resno NPZ v tvojem razredu? Ne dvomim, moji sošolci pravijo, ja, če ni ocena, ni pomembno. Ker učitelji pravijo, da učenci edino delajo z oceno, če ni ocene, če ni ocenjevanja, jim ni važno. A zdaj veš, zakaj imamo danes to temo, vidiš, a ne? Ker se ves čas vrtimo v tem, ocena ja, ocena ne, ocen preveč, ocen premalo. A je preveč ocen, Lili? Ja, definitivno, ja. Se tebi tudi zdi? Ja. Ampak, ko smo v enem podcastu govorili o obremenjenosti, pa sem dobil odgovor, da včasih so bila 4 ocenjevalna obdobja, ko je bilo ocen še več, ne? Danes imamo pa 2, ne? Kar pomeni, da je ocen pol manj skoraj, da. Si predstavljate, da je bilo včasih več ocen? Je pa res, da nismo likovne umetnosti ocenjevali, ne, malo za hec. NPZ, tega se moramo seveda tudi dotakniti. In ravno to, kar je rekel Žana, ne? Če ni ocen, potem ne velja, ne? Pogledaš, kako si pisal. In smo spet pri istem vprašanju. Se pravi, nacionalno preverjanje znanja nam daje nek pogled o tem, kako otroci po celi Sloveniji znajo, ne glede na šolo. A je to pogled bolj v stanje naših šol oziroma znanja, ali to otrokom res kaj pomeni, razen če seveda potem to potrebuješ, no? Ja, je zelo dober podatek o tem, kje sem jaz v primerjavi s svojimi vrstniki. Ker tu se v bistvu raziskuje potem na celotni populaciji države in tudi hkrati je tudi šole zelo dobra povratna informacija, na teh področjih so naši učenci dobri, tu mogoče pa bi lahko delali v prihodnje več. Teda konkretno za našo šolo lahko povem, da se veliko posvečamo predvsem analizi nacionalnih preverjanj znanja, ker potem dejansko po posameznih vprašanjih pogledamo, kaj znajo, kaj ne znajo naši učenci in potem temu prilagodimo naslednje šolsko leto neke aktivnosti. Predvsem se nam je tu pokazalo mogoče v preteklosti kakšna bralna pismenost,
da smo potem na določenih segmentih bralne pismenosti naredili kaj več, tudi matematika, tuji jezik, odvisno od razreda. Tako da jaz osebno podpiram en taki test. Bi tudi bilo možno, oziroma se sprašujem, ali bi bilo nacionalno preverjanje znanja lahko edino ocenjevanje, vse ostalo potem opisno, in potem samo mogoče nacionalno preverjanje znanja, ker bi potem videli, kje smo mi nekje v slovenskem povprečju, ali bi to bilo premalo. To je pa dober predlog, ne? Če po eni strani govorimo, da so otroci morda preveč obremenjeni, da je teh ocen preveč, NPZ pa večina otrok jemlje bolj tako, a ne? Pa da ne bom zdaj posploševal, morda pa res bi bil to nek način, kako zaobjeti znanje v Sloveniji, hkrati pa res postaviti otroke, je pa seveda nov pritisk, ker je ena ocena tista, ki odloča vsem, ne? Ja, odvisno od tega, kako bi to potem vplivalo naprej na učenca, na njegove nadaljne odločitve. Če bi bilo to res samo ena ocena in zaključek, zagotovo bi bil to pritisk večji, kot je pa zdaj, da so te ocene nekako razporejene in ima več možnosti, ker nazadnje mogoče ima kdo kakšen slab dan, je bolan, zboli, kakorkoli, in potem je res tisto samo ena možnost in nobene več. Tako da. Kaj misliš, Lili, če bi samo en test pisal mogoče na leto? Bi to šlo? In to bi bil ta NPZ? Ja, bi bilo ful dosti, verjetno se da naučiti, pa tak. Bi pa bilo verjetno fajn, ker tudi testi nam ful pač stresa iskreno predstavljajo, ampak se bi za tega po moje res dosti mogli naučiti, da bi pač potem bili uspešni, ker to pa mislim, da si vsak želi. Komu ta uspešnost ali pa ta ocena največ pomeni? Tebi, tvoji mami, babici ob koncu leta, ki da kakšnih 10-20 evrov za spričevalo. Za koga je to res zelo pomembno? Ja, v bistvu nam zdaj sploh pač meni je to pomembno zaradi tega, ker v bistvu že zdaj se nam gleda, kakšni bomo mi čez nekaj let, in tudi zdaj je v bistvu pomembno, da če mi pač se potrudimo pa dobimo dobre ocene, se lahko potem vpišemo na neko želeno šolo. In to je pač v bistvu pomembno kasneje za življenje, tudi. No, to se mi zdi zelo moder odgovor, ker dejstvo je, da se dostikrat hecamo, ampak v resnici že v osnovni šoli postavite neke temelje za naprej. Žan, kar enako vprašanje, za koga je ta ocena najbolj pomembna? Verjetno zame, ker potem vem, kje sem na primerjavi z državo in tudi z drugimi, in pa lahko izberem praktično, kamorkoli bi lahko šel. Če bi imeli čarobno palico, jaz imam tukaj sicer nekaj palic, ampak te so bile namenjene drugim stvarem, nekemu tepežu v starih časih, ampak če da bi bila čarobna palica, pa da bi vas poslušali, pa da bi se zbrali vsi učitelji pa ravnatelji, kaj bi čarali, da bi ta šola prihodnosti bila morda boljša, bolj učinkovita? Tu bi kar se kresala mnenja. Tudi če pogledamo v slovenski prostor, kjer različni strokovnjaki stopajo za svojimi mnenji, ni enotnega mnenja. Tako da tu jaz mislim, da se edino pač mora dati stvari na plan in potem presoditi tisto, kar je najboljše. Zagotovo ni enostavno. Tako da tu tistemu čarovniku, ki bi želel to čarati, bo imel kar zahtevno opravilo in tudi ni must, da se ta čarovnija posreči. Lahko se dejansko, tako kot je že Bogdana prej povedala, tudi po nesreči. In če so neke spremembe vpeljane, mogoče s premalo premisleka ali pa prehitro, ali pa mogoče s premalo nekih raziskav, je potem pa lahko slabo in to lahko vpliva potem na seveda generacije otrok, ki vstopajo potem v srednješolsko izobraževanje. Tako da spremembe na področju šolstva niso enostavne. Zdaj tudi pri razširjenem programu, kot smo ga že prej omenili, če se mogoče za malenkost samo vrnemo, ves čas se pogovarjamo o tistih drugih znanjih, ki bi jih naj imeli še učenci. Mi zdaj v obveznem programu učimo veliko te učne snovi, veliko nekih podatkov in tega. Manj je tistih nekih spretnosti, ki jih učenci dobijo. In razširjen program pa je zdaj tu ravno to polje za objame. To pomeni, da pomaga obveznemu programu,
da učenci potem to znanje, ki ga dobijo v obveznem programu, lahko bolje izkoristijo skozi neke veščine. In tu je naš izziv potem v šolah, kako prilagoditi vse te dejavnosti, da bo dejansko razširjen program potem na nek način podpora obveznemu programu. Tu pa me skrbi predvsem to, kar je že Bogdana tudi omenila, ta časovna, ta čas, ki smo ga porabili za to, da smo to implementirali, je bil zelo kratek. In potem marsikdo je bil v stiski in ni bilo mogoče najbolj optimalno. Pa še krajši bo verjetno, ne? Zdaj se zelo aktivno pogovarjamo o umetni inteligenci, o robotiki, o digitalizaciji, o finančni pismenosti, naprimer. To so neke stvari, ki jih pravzaprav danes nek mlad človek mora obvladati, ko vstopi že v gimnazijo, ampak preden, lahko pa da se zelo motim, ne, to vstopi v neko osnovno šolo, je potrebnih veliko okroglih miz, pa strinjanj, pa nestrinjanj. A se vam zdi, da se vsem šola dovolj hitro odzove na te spremembe, da ponudi to dodatno znanje lahko? Ja, v bistvu tukaj je zelo prepuščeno učitelju, ne? In kolikor je on odprt za te nove metode, nove oblike dela, kolikor je pripravljen tole vpeljevati v svoj pouk, ne? Na sistemski ravni pa gre to bolj počasi. Kaj mislite, da manjka v osnovni šoli? Kaj bi vidva dodala še? Jaz bi mogoče, da bi čim več delali v skupinah, ker pač malo brez veze, ne, če mora vsak za sebe delati. Lahko bi tudi več na drugih lokacijah bili, ne, pa pač po Sloveniji ne bi se rabili samo učiti to pač, kaj v knjigah piše, ne, ampak bi lahko tudi, ne vem, pač več drugih stvari se učili. Ja. Žan? Jaz bi v šoli spremenil tudi, če bi se učenci spremenili, naprimer, če bi bolj poslušali, bi, ne vem, lahko za kateri predmet, ki so že, ne vem, domača naloga je narejena, ocenjevanje je bilo, razložena snov je bila, še, ne vem, lahko ven ali pa, ne vem, kakšni dnevi dejavnosti. Tako da se mi zdi, da to vse na učence vpliva. To je pa zaprosto učenci bistvo šole, če se učenci spremenijo, so pa učitelji bolj prijazni, nimajo tako strašnih ocenjevanj, testi so lažji, spraševanja so lažja, tako da je za vse nasplošno lažje. Zdaj morda še ena stvar, ker smo vendarle v teh modernih časih, šola prihodnosti pa bo verjetno precej drugačna, kot je danes, no ali pa ne. Ko sem iskal neke rešitve, ki bi morda bile tudi na voljo, kaj pa, če bi imel vsak otrok, ne vem, po koncu predmeta takšno tablico pred sabo in bi lahko v tistem realnem času že odkljukal, upisal in rešil te določene naloge, ki bi kazale, kako je spremljal. Ker prav to spremljanje pouka je morda tudi ena izmed zelo velikih problemov. Če ti to dobro spremljaš, imaš popoldne manj dela, se treba manj učiti in hkrati to snov veliko bolje znaš. Ampak to preverjanje je pa seveda zahtevno, ker kot ste sama rekla, potem pa samo sprašujemo, ne, če pa ti otroci res to hitro znajo in neka šola prihodnosti ponudi neko hitro reševanje tega, kar so se naučili, a je to tudi ena izmed možnosti, o kateri lahko razmišljamo. Zdaj res skačemo naprej, ampak saj Slovenija je znana po dolgih skokih, ne? Ja, lahko ja, no, saj v bistvu niti za samo spremljanje, kaj so spremljali, kaj ne, niti ne potrebujejo tablice, no, tako da to velikokrat že počnemo. Učenci so zelo samokritični, se označujejo, ne, v bistvu tudi formativnega spremljanja je, ali pa ne vem, kaj sem danes se novega naučil, pa mi imamo, pokljukamo, že znam, ne znam, ne, in se samo ocenjujejo učenci, tako da, ja, če so pa to tablice, če je pa to na tablicah, predvsem za starejše učence, no, bi bila motivacija pa še večja. Še eno stvar moramo obdelati. Dostikrat se starši zgražajo na svetovnem spletu, ko dobijo domov ne na tablici, ampak na papirju kontrolno nalogo, ki jo je reševal njihov otrok. In zdaj je tam kakšno vprašanje, ki ga starši ne razumemo, ne, in potem se jezimo, češ. Tako da vprašanje, ali se morda v šoli tudi preveč išče neznanje? Ne? Zdaj govorimo o ocenah in dobiš oceno zato, ker nečesa nisi znal, nižjo seveda. Ali se strani učiteljev in učiteljic prevečkrat išče neznanje, namesto da bi iskali znanje in tega vzpodbujali? Ja, zdaj, če je test
zastavljen tako, da zahteva veliko nekega kritičnega razmišljanja mogoče, ne? In kolikor je, verjetno je odvisno od učitelja, kako zastavi sam test. Jaz mislim, da vseeno bi morali v šoli iskati znanje, pa seveda tudi pokazati, kaj je še pa tisto, kar je mogoče pa treba se naučiti. Tako da tu je lahko, v bistvu ta odgovor je lahko zelo dvopolen. Odvisno od tega, kako je test sestavljen. Zagotovo pa mislim, da je šola prihodnosti, po mojem mnenju, ravno obratno, kot ste zdaj rekli, bolj analogna, kot tista neka protiutež vsej tej digitalizaciji, ki jo imamo. Kajti dokazano je, da prav kognitivne lastnosti oziroma kognitivne sposobnosti se razvijajo z različnimi ročnimi spretnostmi. In vkolikor imamo to ročno spretnost samo z nekim drsanjem ali dotikom, je to bistveno premalo, kajti naši prsti, vsak prst ima veliko teh živčnih končičev, ki aktivirajo možgane, in zato je pomembno, da jih čim bolj uporabljamo. In to jih lahko samo tako, da smo čim bolj aktivni. To je pa res, ne, čeprav lažje SMS napišemo hitro, menda, da ko pišemo s svinčnikom, veliko več naših možganov deluje, ne, če se ne motim. Morda še za vas isto vprašanje glede tega iskanja neznanja, ali lahko ravnatelj, ravnateljica, pomočnica ravnateljice sproži neko debato v zbornici, pa morda se tudi z učitelji in učiteljicami dogovorijo, ok, ne, bodimo mi ta pozitivna sila sprememb in vendarle iščemo in spodbujemo znanje in ne iščemo neznanja. Ja, zagotovo lahko, ne. To lahko že sami učitelji, ne, naredijo na aktivih, se dogovorijo. V bistvu jaz mislim pa osebno, da večina učiteljev išče znanje pri učencih in ne neznanja. Ja, moral sem vprašati, ne? Tukaj ponudim nekaj različnih tez in vprašanj. Zdaj smo pa pri koncu, šolska ura traja 45 minut, zvonca tukaj nimamo, ampak načeloma pa vem, da sedenje na tej klopi ni prav udobno. Koga najbolj bolijo kolena pa zadnjica? Vse štiri, a ne? Ja. Zato še čisto zaključna beseda. Lili, pri tebi bom začel. Zdaj greš v gimnazijo, oziroma zdaj greš, to sem te pa pozabil vprašati, kam greš? Splošno gimnazijo. Tam bodo tudi ocene, veš? Zato čisto ob koncu, ker vendarle govorimo o ocenjevanju, se ti zdi, da ko boš že nekoč na fakulteti mogoče, da boš gledala nazaj na čas ocenjevanja, na ocene s kakšnim drugačnim razmišljanjem, pa boš rekla, ja, to je bilo pa lahko ali pa težko ali pa ne vem, to so bili pa res neki drugi časi? Ja, takrat je verjetno bolj lahko, lažje, ne? Ker pač bom jaz več vedela. Ampak verjetno pa se bom bolj pač drugih stvari iz šole spomnila. Ja. Prav gotovo. Žan, zate malce drugačno vprašanje, ker še nisi v 9. razredu, ne? Ko boš letos prinesel lepo spričevalo domov, kdo bo najbolj zadovoljen? Verjetno jaz, upam, da jaz. Kar sam? Dobro. In seveda še za pomočnice ravnateljice in ravnatelja zadnje vprašanje. Šola prihodnosti smo zdaj malce že pogledali, ocenjevanje je tudi jasno. Če lahko povzamem, veliko je odvisno od učitelja ali učiteljice, a ne? Neke motivacije, ki jo dobijo otroci doma, si jo dajo sami ali pa jo dobijo od učiteljev in učiteljic. Kaj pa je tisto, kjer pa lahko vendarle dodamo, da bo to znanje za oceno tudi realno znanje? Se pravi, da ni to znanje tistega dne in da bo to znanje koristilo za naprej. Ja. Zdaj zagotovo lahko učitelji dodamo, da bo to znanje za naprej, da vzamemo neko širino, ne, da razložimo, da otrokom ponudimo še več, da na drugačne načine ponujamo neko znanje z različnimi oblikami, metodami, projektnimi nalogami, in v tem primeru je to znanje res širše in je nekaj več kot le tista ocena. Ravnatelj ima vedno zadnjo besedo in tudi tukaj bo tako, ker vendarle smo v letih sprememb, ko se zdaj pa končno pogovarjamo tudi o tem, kakšno šolo bomo imeli. Odločajo sicer na koncu politiki, imajo en kup enih strokovnjakov, včasih poslušajo tudi učitelje in ravnatelje, v katero smer je treba razmišljati, predvsem pa o čem se je še treba pogovarjati, da bomo, ko bo treba kaj spremeniti, vendarle te debate že upravili in bomo to naredili. Jaz mislim, da je najbolj pomembno, da se pogovarjamo v smeri, kako doseči, da bodo naši učenci se čim več naučili,
da se bodo naučili to skozi neko notranjo motivacijo in da bodo potem lahko z vsem naučenim, ne samo s tistim znanjem, ampak tudi s spretnostmi, veščinami v svojem življenju uspešni. Takrat smo dejansko mi dosegli tisti svoj cilj, ki smo si ga stavili. To pomeni, da damo otroku, ki odrašča in se spreminja v odraslega, največ. In to jaz mislim, da je to tisto, kar je tudi nam učiteljem, ki smo dejansko po duši učitelji, največ. Ko srečaš otroka, zdaj več ne otroka, ampak odraslega, ki ti pove, da je v službi, da je srečen, da ima mogoče družino, takrat rečeš, ok, super, ne? Tu vidiš, pa smo uspeli. In jaz verjamem, da bomo z nekim konsenzom in z veliko, bom rekel, neke pragmatičnosti, zrelosti peljali našo šolo v to smer. V vašem odgovoru sem se spomnil še nečesa, kar morava na koncu seveda povedati. Zdaj ste govorili o učiteljih in ravnateljih in učencih, starše malo pozabimo. Zato še eno vprašanje, rekli ste, potem srečaš otroka, pa je srečen kasneje. A je prav, da so starši nesrečni, če njihovi otroci nimajo vedno same petice in pustijo otroku tudi, da imajo 3 ali 4, pa morda uživajo v kakšnem drugem predmetu, ne vem, v glasbi, likovni umetnosti, tehniki? Ja, starši dejansko moramo razumeti in sprejeti to, da smo različni, da tudi želje nas staršev niso želje naših otrok. In potem, da jih usmerjamo, da jim damo priložnost, da oni izbirajo tudi svojo pot, da jim seveda povemo, kakšne so posledice izbire neke poti, da na koncu imajo občutek, da oni vodijo svojo življenjsko pot. Kajti takrat dejansko bodo tudi potem, ko bodo se srečevali z izzivi, reševanjem, posledicami, bodo dejansko tudi potem verjetno tisto notranje zadovoljni, ne bodo notranje prazni in v zadnjem času imamo veliko govora tudi o teh raznih duševnih bolečinah oziroma stiskah in to jaz mislim, da je tudi ena od poti, da tudi to zmanjšamo. Damo odgovornost otrokom, jih naučimo in damo na razpolago različne poti in da potem oni sami izbirajo. Hvala lepa. Do naslednjič, ko se vidimo, bodo zagotovo ocene še vedno odločale o uspešnosti. Dodajmo k temu pa seveda še razumevanje tega, kar smo dosegli v šoli za to oceno. Hvala Lili, hvala Žan, hvala vama, seveda, da sta prišla. In pa vam najlepša hvala, da ste bili tudi tokrat z nami v enem od 12 podcastov poglobljenih tem o našem osnovnem šolstvu, o tem, kakšna šola trenutno je, kakšno si želimo in kakšne možnosti se nam ponujajo. In prav je, da slišimo tiste, ki jo dejansko živijo. To pa so ravnatelji, učiteljice, strokovni delavci in pa konec koncev najvažnejši šolarke in šolarji. Hvala lepa, do naslednjič.